V nedeljo, 22. oktobra 2017, se bodo ob 7. uri zjutraj odprla volišča, na katerih bomo izbirali novega predsednika Republike Slovenije. Na naši televiziji smo se odločili, da pred kamero povabimo vse predsedniške kandidate. Nekateri se žal niso odzvali. Tistim, ki pa so se, smo zastavili nekaj vprašanj, ki zadevajo gluhe in naglušne ter gluhoslepe in tudi druge invalide. Naj vam za začetek postavim eno tako sproščujoče vprašanje. Kaj mislite, kateri je materni jezik otroka, katerega mati je gluha? Vedno je prvi materni jezik. In seveda, če je mama gluha in uporablja znakovni jezik, je to prvi jezik. Sicer pa vemo, kaj je naš prvi jezik. Slovenski znakovni jezik je uradni jezik v Republiki Sloveniji. Vsi gluhi in naglušni imajo pravico do tolmača, pa vendar država na sistemski ravni ne zagotavlja financiranja razvoja tega jezika. Kje vidite rešitev tega vprašanja? Svet za znakovni jezik je zagotovo tisto telo, ki nas mora vse ozaveščati, spodbujati, pa tudi opozarjati na to, kje še nismo udejanili vseh pravic, ki pa jih seveda tako gluhi kot naglušni morate imeti v vsakdanjem življenju. Tudi zdaj, ko sem na tej poti kandidature, zdi se mi prav, da se o vsem tem tudi razpravlja na vrhnjem nivoju, če država sistemsko ne poskrbi, morda tudi opozori izvršno oblast tam, kjer je to potrebno. Med gluhimi obstaja še ena skupina, katere status je sistemsko neurejen. Gluhoslepi. Kaj storiti, da bodo tudi gluhoslepi priznani kot invalidska skupina, kateri pripadajo vsaj vse tiste ugodnosti, ki jih invalidi po zakonu že imajo? Vem, da je tukaj kar nekaj težav, predvsem zato, ker se pogosto identifikacija skupna nekako težko opredeli, predvsem pa težko izvaja kot vse pravice in seveda tudi vse podpore, ki bi jih morali pridobiti. Jaz si bom zagotovo prizadevala, da se tudi na sistemski ravni najdejo morda boljši pristopi, tudi bolj iskanje nekega skupnega jezika, ne glede na to, kaj je tista ranljivost, ki mora biti poskrbljena. In ko smo že pri invalidnosti. Ugotovljeno je bilo, da imajo gluhi v Sloveniji najslabši položaj med vsemi invalidi. Ni jim priznana 100-odstotna telesna okvara, zaradi česar jim ni priznana invalidnina, nimajo dodatka za pomoč in postrežbo na domu. Kaj torej lahko za to storite? Prav tako, kot sem prej poudarila, mislim, da je prav, da v vseh sistemskih preverbah iščemo skupne rešitve. Vem, da so nekateri novi zakoni že prinesli tudi boljše pogoje za to skupino, a vendar verjetno je tako, da moramo tudi kot družba znati povedati drug drugemu, morda tudi skozi predsedniški glas, kaj vse je potrebno še storiti tudi na tem področju. In jaz se zavedam, da je na eni strani velikokrat denarja tudi premalo, a včasih je že na človeški ravni prav, da se stori kaj za tistega, ki to potrebuje. Včasih ni potrebno veliko. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije na marsikaterem področju dopolnjuje oziroma nadomešča državno skrb za gluhe, naglušne in gluhoslepe. Kakšno je vaše stališče do Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, od katere je naša organizacija življenjsko odvisna? Najprej iskrena hvala vaši organizaciji, ker vem, da včasih nadomešča tudi to, kar sistem ali sicer že zakonodajne pravice v resnici ne izvajajo. Tukaj je vaša skrb nenadomestljiva in vem, da tudi vsi vaši člani in vse skupine, za katere v resnici skrbite, imajo vendarle vsaj neko oporo in predvsem tista vrata, ki se vedno odprejo, ko je potrebno pridobiti ustrezne informacije.
Ravno tako, kot sem že prej omenila, imamo kar nekaj zakonov v postopku, ki morajo znati rešiti tudi to področje. Tudi na zdravstvenem področju smo v parlamentu imeli že nekaj obravnav na to temo. Imamo tudi predstavnike parlamenta, ki na to posebej in prav je, da opozarjajo. Mislim, da se moramo vsi skupaj zavedati, da je skrb za izvajanje vseh teh pravic tista, ki pravzaprav našo družbo dela ne le človeško, ampak tudi tisto pravo socialno državo. Zavedamo se, da predsednik nima takih vzvodov kot izvršna veja oblasti. A vendarle, Ustavno sodišče je leta 2013 sprejelo zgodovinsko razsodbo, da morajo biti vsa volišča dostopna vsem. Vendar je v praksi drugače. Kaj boste storili, da se bo sodba Ustavnega sodišča spoštovala? Kolikor vem, je Državni zbor že sprejel tudi to ustavno odločbo. Gre pa potem za vsako lokalno skupnost, za vsako volišče, ki ga je treba tudi temu primerno ne le prilagoditi, ampak opolnomočiti za to, da lahko tudi vi seveda stopite kot enakovreden in enakopraven glas v volilni sistem. Sama kot predsednica bom ne le na to opozarjala, ampak seveda skušala tudi skozi strateški svet in tako imenovano mentorsko shemo, ki jo predlagam v svojem programu, opozoriti tudi na to, kaj vse so pravice in naše dolžnosti, hkrati da poskrbimo tudi za to, da je vaš glas enakovreden državljanski glas in da so pogoji za to tudi ustrezno vzpostavljeni.